Vaše srce bije približno 100.000-krat vsak dan in je pod napadom zaradi vas. Ena stvar, ki jo nenehno počnete, ga lahko reši ali uniči. Sem Josh in v tej epizodi oddaje The Infographic Show bomo razkrili, kaj hoja v resnici naredi vašemu srcu, po mnenju kardiologov. To je Chad, povprečen Američan, srečno poročen oče 2 otrok in vodja lokalnega hotela. Celo postal je zaposleni meseca. Za vse ostale je utelešenje stabilnosti. Nobenih očitnih težav, nobenih očitnih opozorilnih znakov, a v njegovih prsih teče odštevanje. Vse, kar je bilo potrebno, je bil 15-minutni prepir zaradi računa za zajtrk, da je potegnil zatič. Zdaj je Chad postal več kot le oseba, postal je podatkovna točka. Je eden izmed 805.000 Američanov, ki vsako leto doživijo srčni napad. 75% od njih prvič doživijo srčni napad. Do 20% teh je tihih, kar pomeni, da ljudje tega sploh ne opazijo. Toda škoda je narejena. Kaj se pravzaprav dogaja v Chadovem telesu? Manjši srčni napad. Na srečo je trajna poškodba njegove srčne mišice minimalna, vendar popolna preiskava razkrije resne zamašitve v nekaterih arterijah. Ne dovolj za operacijo, a še vedno zaskrbljujoče. Njegovo srce je bilo v bistvu tempirana bomba in eksplodiralo je. Kako se lahko Chad vrne na pot do dobrega zdravja? Po nekaj napetih dneh v bolnišnici Chad končno dobi dovoljenje, da gre domov, vendar skupaj s seznamom pravil in nasvetov, zdravili za krvni tlak, rednimi pregledi in dieto, ki pomeni slovo od Big Maca in rebrc. A obstaja ena stvar, zaradi katerega oblije hladen pot. Telovadba. Chad ni pretežak, vendar je navajen sedečega načina življenja. Dolge ure za pisalno mizo, nedelje na kavču ob gledanju nogometa. Ni edini. Le 24% Američanov izpolnjuje priporočila za aerobno vadbo in krepitev mišic. Dobra novica, navodila za vadbo mu svetujejo, naj začne počasi, res počasi. Naprimer s hojo. Kako težko je to lahko? Saj hodi že od malih nog. No, čaka ga presenečenje. Odločen, da bo stvar ohranil preprosto, zamenja običajno vožnjo do lokalne delikatesne trgovine za sprehod. Ta je približno pol milje oddaljena od pisarne, kar pomeni, da bo vsak dan prehodil 1 miljo. Zveni preprosto, kaj ne? Ni veliko, a Chad še ni ugotovil, kako iz forme je bil. Ko pride do delikatesne trgovine, je brez sape, premočen od znoja in tako rdeč v obraz, da ima prodajalec reševalce že na hitri izbiri. Verjetno je najbolje, da se odpove slanini in majonezi. V srednji šoli je Chad tekel gor in dol po nogometnem igrišču, ne da bi se sploh spotil. Zdaj ostane brez sape že, če hitro prehodi en mestni blok. In čeprav bi rad za vse okrivil svoj srčni napad, ve, kakšna je resnica. Že dolgo ni bil aktiven. Ko se vrne v službo, ga že bolijo stopala, a nekaj je drugače. Počuti se lažjega, bolj zbranega. Običajno bi bil po kosilu v mesni komi, a danes je poln energije in zato se lahko zahvali endorfinom, ki so se sprostili med sprehodom. Ti prijetni nevrotransmiterji tiho delajo čudeže, lajšajo bolečine v mišicah in puščajo občutek dobrega počutja, ki ga preprosto ne more prezreti. A če bi bilo tako enostavno, bi to počeli vsi. Hoja je odlična za telo, vendar se ne zdi vedno tako. Ko tvoje telo ni vajeno nobene aktivnosti, se lahko upre. Uporabniki fitnesa bodo poznali zapoznelo mišično bolečino ali DOMS. To so bolečine, ki se pojavijo ure ali celo dan po vadbi. Večina ljudi temu preprosto reče bolečina, vendar je v resnici povzročajo majhne mišične raztrganine in mikrovnetja. Chad temu pravi nekaj drugega, česar ne smemo povedati na YouTubeu. Do konca svoje izmene se opotekajoče premika z enega konca hotela na drugega. Vsak korak ga spomni, kako zelo je iz forme. Na srečo mu pločevinka hladne sode, pritisnjena ob meča, prinese nekaj olajšanja. Do naslednjega dne bolečina popusti in Chad spet hodi. Pozna pot in že se mu zdi nekoliko hitrejša, nekoliko lažja. V tem je tudi nekaj osvobajajočega. Ni prometnih zastojev, ni počasnih voznikov, samo on, ki se premika v svojem tempu in ima nadzor nad svojim dnem. Prvič začne verjeti, da lahko to počne vsak dan. Običajno traja nekaj tednov hoje, da se resnično izboljša vzdržljivost in kardiorespiratorna kondicija, vendar se spremembe že dogajajo. Psihični zagon pa je takojšnja. Počuti se lažjega, bolj zbranega in ima več nadzora kot v zadnjih mesecih. Toda medtem ko Chad stopa po pločniku, se globoko v njegovem telesu dogaja presenetljiva preobrazba, nekaj, kar bi mu lahko rešilo življenje. Vse se je začelo s Chadovim srcem. Navzven je izgledal zdrav, a znotraj je bila zgodba drugačna. Njegovo srce je pošiljalo opozorilne signale in vse se je vrtelo okoli prekrvavitve. Z vsakim korakom se njegovo telo počasi uči učinkoviteje prečrpavati kri. Slaba prekrvavitev lahko vodi do smrtonosnih bolezni, kot je ateroskleroza, kjer se arterije zamašijo z gosto mastno oblogo. Ta zamašitev omejuje pretok krvi, zaradi česar so prizadeti veliko bolj dovzetni za srčne napade in kapi. Hoja se morda zdi preprosta, vendar za Chada počasi preoblikuje zgodbo njegovega srca. Nauči se učinkoviteje uporabljati kisik, s čimer zmanjša tveganje za koronarno srčno bolezen za 19%.
Tudi nekaj tako preprostega, kot je vzpon po 5 nadstropjih stopnic na dan, lahko zmanjša tveganje za srčne bolezni za 20%. Čadovi kratki vzponi ga prijetno zadihajo, a ga hkrati presenetljivo napolnijo z energijo. A srce ni edini organ, ki občuti koristi. Čadovo srce bije močno, a zdaj v zadovoljivem ritmu. Njegova pljuča se raztezajo z vsakim vdihom. Nekega dne meče žogo s sinom nekoliko dlje. Naslednji dan pokosi trato brez postanka. Kmalu ga stopnice ne pustijo več brez sape. Vsak majhen korak šteje in to občuti. Njegovo dihanje se med vadbo poveča s 15 na 30 vdihov na minuto, s čimer trenira pljuča za vzdržljivost. Eden najbolj presenetljivih delov nove rutine hoje je bil, da je Čad začel bolje spati. Po sprehodu je še vedno utrujen, vendar je to dobra vrsta utrujenosti. Prej je prvi del noči premetaval in obračal, njegov je bil nemiren. Toda zadnjih nekaj noči je zaspal v nekaj minutah, ko je položil glavo na blazino. Študije kažejo, da je hoja povezana z manjšano nespečnostjo pri starejših odraslih. Čad zaspi v nekaj minutah in prvič po več mesecih globoko spi. In medtem ko Čad spi, njegovo telo ne počiva. V notranjosti se dogajajo nepričakovane preobrazbe, popolnoma skrite očem. In ne pozabite, s hojo boste čez dan naredili več korakov. Če všečkate, delite in se naročite, s tem daste kanalu zagon. Zakaj torej ne bi naredili obojega? Po enem mesecu nove hoje Čad opaža resnične spremembe. Njegove noge niso več utrujene. A to ni edina izboljšava. Njegove roke so močnejše. To nima smisla, saj vendar večino dela opravijo noge. Njegov zdravnik mu razloži, da z vsakim zamahom rok med hojo tudi roke nekoliko telovadijo. Toda ali to počne še kaj več kot le krepi mišice? Ali ga morda celo pomlajuje? Ko Čad zavihti noge iz postelje, opazi, da znani škripajoči zvoki niso več tako izraziti. Njegova kolena so bolj sproščena, vsakodnevno pokanje in škripanje izginja, zato je vstajanje pravi mali uspeh. Hodža neposredno koristi njegovim sklepom. Sklepni hrustanec namreč nima lastne oskrbe s krvjo. Za prejemanje hranil, ki jih potrebuje, je odvisen od gibanja. Vsak korak stisne in sprosti njegove sklepe, kar pomaga sinovialni tekočini, da priteče v sklep in prinese kisik ter hranila. Do jutra njegova kolena niso več boleča. Počutijo se bolj gladka, bolj sproščena kot stari tečaji, ki so bili po letih škripanja naoljeni. Seveda pa obstaja ena številka, ki zanima večino ljudi. Po 3 tednih Čad stopi na tehtnico s kombinacijo radovednosti in nejevere. 7 funtov manj in njegove kavbojke so že bolj ohlapne. Čeprav ni bil med 42% odraslih Američanov, ki jih uvrščajo med debele, je zagotovo imel nekaj odvečne maščobe. Hoja je tiho kurila kalorije in to lahko občuti. 30-minutni sprehod lahko pokuri tudi do 150 kalorij, čeprav je to odvisno od vaše teže in hitrosti. Hodža črpa energijo iz maščob in tiste dodatne kalorije se porabljajo korak za korakom, a nekateri najbolj obetavni učinki sploh niso vidni. Hoja morda telesu daje dodaten zagon. Ko pride sezona prehladov in gripe, je Čad prej občutil vse simptome. Tokrat so blagi, njegovo telo si hitro opomore. Redna vadba lahko zmanjša tveganje za zunajbolnišnične okužbe za 31%. Ko prehlad preplavi njegovo hišo, Čad tega komaj opazi. Vsakodnevni sprehodi okrepijo obrambni sistem telesa. V bistvu celotno telo izpostavijo nežni vadbi, kar mu pomaga, da se prilagodi zdravim ravnem stresa. To omogoča, da imunski sistem ostane na vrhuncu. To je bilo še posebej pomembno leta 2020 in kasneje, ko so bili ljudje, ki so ostali aktivni, bolj verjetno brez simptomov ali pa so imeli le blage simptome. Redna vadba je prav tako zmanjšala tveganje za smrt povezano s pandemijo za 37%. Danes je dokazano, da redna vadba nudi podobne učinke proti virusom prehlada in gripe. Ampak ali vas lahko hoja zaščiti pred poškodbami? Glede na to, kako pogoste so športne poškodbe, bi morda mislili, da vam vadba naredi več škode kot koristi. Ena najbolj impresivnih koristi hoje pa je, kako krepi vaše kosti. Študije, osredotočene na ljudi z osteoporozo, kažejo, da lahko hoja znatno upočasni izgubo kostne gostote. Pravzaprav lahko vsakodnevna hoja zmanjša tveganje za zlom kolka pri starejših odraslih za 40%. Najbolj impresiven učinek hoje pa je morda na možgane. To dolgo časa ne bo vidno, vendar si tudi Čad izboljšuje svoje sive celice. Med starejšimi ženskami jih 17% doživi znatno izgubo spomina, če hodijo, v primerjavi s 24% tistih, ki so neaktivne. Več kot hodite, boljši so rezultati. Študije o izgubi spomina do zdaj niso povsem zanesljive, saj so človeški možgani daleč najbolj zapleten organ. Zdi se, da obstaja jasna povezava med telesno aktivnostjo in mentalno ostrino. Hodža pomaga razporejati pretok krvi in kisika po telesu ter ohranja vse organe zdrave. Pozneje v življenju je lahko to odločilnega pomena. Hodža lahko zmanjša verjetnost za razvoj Alzheimerjeve bolezni. Študija moških, starih med 71 in 93 let, je pokazala, da so imeli tisti, ki so hodili vsaj 2 milji na dan, približno polovico manjše tveganje za razvoj demence v primerjavi z moškimi, ki skoraj niso hodili. Pa je to dovolj?
Po mnenju večine medicinskih strokovnjakov je idealno vsaj 30 minut telesne aktivnosti na dan, zato Chad po večerji doda še hiter 10-minutni sprehod okoli bloka. Resnica pa je, da najboljša rutina hoje ni zapletena. To je tista, ki se je lahko držiš. Chad je začel hoditi v svojem tempu in njegovo telo je skoraj takoj odreagiralo. To dokazuje, kar zdravniki ves čas govorijo: najtežji je prvi korak. In medtem ko Chad preprosto hodi na kosilo okoli bloka ali po svoji soseski, njegovo telo počne nekaj neverjetnega. Njegovo srce bije močneje, diha globlje in celoten organizem postaja bolj zdrav. Ena preprosta vsakodnevna dejavnost mu spreminja življenje. Kaj pa se zgodi, ko se nekoliko bolj potrudiš, na primer s tekom? Če ste se kdaj spraševali, zakaj vas določene točke bolj bolijo, preverite, zakaj vas tukaj boli med tekom ali pa si oglejte ta video.